Sem še kaj zmlečnega riža. Classy, as usual. Howdy. Howdy. Howdy, partner. Danes delava energetske kroglice. Včasih greva v hribe, pa jih jaz naredim za sabo, ker se mi zdi ful boljša izbira, ko kupovati frutabelce, čeprav Klemen je obseden s frutabelcami. Koliko ljubiš frutabelce bolj od mene? Za faktor 3. V bistvu tule snemava 2 dni, preden grem jaz v Mehiko. Prva misel, španska. Gato. Te energetske kroglice tudi malo zame pripravlja, če Klemen ne bo prej vse pojedel. Dej ti povej, zakaj so tebi energijske kroglice dobre, naprimer. Ja, dobre so mi zaradi okusa, ne vem pa, kakšen je funkcionalni Ja, kakšno imajo pa ime? Torej ti dajo energijske energijske ploščice. kroglice. Kroglice. Jaz bom ploščice delal. Zakaj bi kroglice delal? Cause they're cute. Ja, zakaj pa frutabele niso krogle pol? Ker so There's nekje a falili. reason. Energetske kroglice lahko date ful različne stvari, naprimer oreščke, suho sadje, sveže sadje. Pol take reči, kot so kakao, roži, olja, sladila, masla, Iz oreščkov. Pol kokos. Začimbice, cimet pa te reči. ja, to, rum. Oblite morajo biti s čokolado. Te so najboljše. Klemen je naštel, je to točno 10 sestavin in je ful vesel zaradi tega. Šplink, plonk, mandlje in bučna semena sva prej popražila v pečici, ker doda ful boljši okus. Tako prav ful, res. Najprej bomo vzeli tele mandlje pražene in iz njih naredili mandljevo maslo. Kar pa naredimo s tole najino zadevco. Mašinca. Mašinca, borut. Borut. Najin borut. Ja, sol moramo dati že prej, ker to tudi pomaga maslo narediti. Prišla sva do ene težave, Konflikt. da hoče Klemen vedno zakomplicirati vse. Torej povej, kaj hočeš narediti. Jaz bi naredil iz 2 plasti Treh v frutabelce. bistvu. Ok, gremo po tvoje Ne narediti. sneme me, kam sitim vratom. Tell me, sir. Spodnja plast, po kateri zdaj, ko imamo mandljevo maso narejeno, ga lepo porazporedimo po tehle naših semenčkih nadrobljenih. No, zdaj pa tako malo z žlico porazporedimo. Potolčemo. Dodamo slive. Klemen pravi, da mu ni dosti sladko, tako da bo dodal še 5. in 6. žlico maple syrupa. Kofila za potic. Vem, če to s prsti dajem. Ok, in zdaj to pogladimo zmes. Gremo zdaj še čokolado narediti, zadnji Ja. sloj. Zadnji sloj. Evo, za zadnji korak imamo pa tlele zavreto rastlinsko mleko in bomo noter dodali čokoladico. In polijemo. Now, ladies and gentlemen. Še malo posipamo. Stela, stela. Ej, Janka, zlih tam, da odpri hladilnik. Bye! Ko sva rezala, ne, sem jaz hotela na take majhne kocke, ker se mi zdi, da je to pač res energetski zalogaj, ne. In Klemen bi tako, ne, palčke morajo biti, tako da. Ploščice. Ploščice. Kako lepo je spali. Ej, ful je dobro. Lej, si nejsem mejsema. Ko si delal, sem bila tako proti. Ampak Ja. zdaj razumem. Mene čist na medenjake spominja. Ko boste jih pripravljali. Pripravite jih v taki posodici in v bistvu pol kamorkoli greste, ali v gore, ali kamorkoli že to nesete s sabo, lahko celo posodico s sabo vzamete in je ful priročno, da si spakirate v ruzak. Lahko si pa pač posamezne ploščice tako, pa si jih ločeno zapakirate.
Tule moram že povedati. Jaz imam to tendenco, da vse zmešam skupne, tako da pri meni nobenih lajerjev ne bi bilo, ampak bi najbrž vse sestavine zmešala skupaj, polira s čokolado pa šli. Klemen pa rad lepo tu lajerčke da, ne, zato da je pač full ultra cute, pa tle take barve, pa uno ugrizneš, pa tisto aroma, pa to. Tako da lahko naredite, kakor hočete. Lahko si olajšate življenje. Ja. Zdaj se mi je pravi trenutek. Po mojem, ko tule gledate, sem jaz že v Mehiki. 1, 2, 3, 4! Lepo se mejte in bova se potrudila, da narediva kakšen video nadaljavo, če bova ugotovila tehnično, kako to izvesti. Bye!